Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovani gostje, danes je zagotovo poseben dan, saj z velikim veseljem odpiramo vrata novega prizidka našega vrtca. Naš prizidek je rezultat večletnih prizadevanj, načrtovanj in sodelovanja mnogih, ki so verjeli v to, da lahko s skupnimi močmi ustvarimo še boljše pogoje za vzgojno-izobraževalno delo. Zavedamo se namreč, da pri vrtcu nikdar ne gre zgolj za zidove in streho. Gre za prostor, ki bo omogočal kakovostno delo, boljše pogoje za otroke in zaposlene in hkrati omogočil rast in razvoj našega vrtca. Prvič smo v teh novih prostorih odprli tudi oddelek za prilagojen program in tako sprejeli najbolj ranljive otroke, ki bodo vsem našim otrokom dali priložnost za spoznavanje, da smo vsi drugačni in hkrati vsi enaki. Zato smo še posebej hvaležni. Vsaka nova pridobitev, kot je ta, nosi s seboj odgovornost in vizijo prihodnosti. Z novim prizidkom smo dobili nove možnosti, ki bodo omogočile več kreativnosti pri izvajanju naših programov in večje zadovoljstvo med vsemi, ki tu delajo in se udeležujejo dejavnosti. Verjamem, da bomo te možnosti izkoristili v polni meri in jih preoblikovali v kakovostno delo in odlične rezultate. Zahvaljujem se vsem, ki so na kakršenkoli način prispevali k izgradnji tega prizidka. Vaša predanost, delo in podpora so omogočili, da danes stojimo tukaj in z veseljem gledamo na doseženo. Spoštovani vsi izbrani, res vas prisrčno pozdravljam v imenu občine Radovljica in pa svojem imenu. Danes je prav en čudovit dan. Sem izredno ponosen, vesel, da nam je to uspelo, to investicijo izpeljati preko 2,55 milijona evrov, kot ste slišali. Še bolj sem pa vesel, da smo strnili v bistvu sodelovanje tako ministrstvo, šolsko ministrstvo, ministrstvo za zdravje, osnovno zdravstvo Gorenjske in pa seveda tudi naš zdravstveni dom. Tako da se vsem akterjem iskreno zahvaljujem, kajti investicija je bila res porazdeljena na več inštitucij. Lahko povem, da je gospa Polona Čeh, mislim, da je danes z nami, odigrala največjo vlogo s projektiranjem, nadzorom in pa se zahvaljujem tudi Kovinar Gradne Jesenice, ker je objekt res kvalitetno narejen, sami si ga boste ogledali in je ponos za vrtce Radovljica. Samo umestitvijo, že tole, da smo v zelenju in da so otroci zaščiteni v zadnjem delu z igrali in pa vsem tem, kar sodi poleg vrtca, je izvrstno, da ne govorim o zelenjavnem vrtu, ki si ga boste potem tudi lahko ogledali in poizkusili kakšne stvari po kolesarskem izletu. Tudi sodelovanje z osnovno šolo, tako da ugotavljam, kot ena zaključena celota tega dela,
vrhunsko umeščena in sem prepričan, da tudi na zunaj, ne samo na znotraj, je lepo umeščena. Moram se zahvaliti tudi mojim sodelavcem, kajti gradnja je trajala od leta 2022, torej ni bila narejena kar na hitro v enem letu. Še to bi rad poudaril, da smo izkoristili in naredili gradbena dela tudi za novo kuhinjo, kar je izrednega pomena, in obljubljam, da bomo to v naslednjih letih tudi opremili, kajti je velik zalogaj, da bo prehrana še boljša, kot pa je do zdaj. Res iskrena hvala in še enkrat vam želim lepo otvoritev in pa lep dan. Hvala. Počne, obračaj glavo, to se ve, lahko to ponoviš. Seveda, kot želiš, obračaj glavo, 1, 2 in 3 in 4. Razmigaj se, 1, 2 od glave do peta. Kaj opica počne, z rokami krili, to se ve, lahko to ponoviš. Seveda, kot želiš, z rokami krili, 1, 2 in 3 in 4. Obračaj glavo, leva, desna, 1 in 2. Razmigaj se, 1, 2 od glave do peta. Spoštovani gospod župan Ciril Globočnik, spoštovana dr. Tatjana Veličkovič, dolgoletna vodja razvojne ambulante na Gorenjskem, v bistvu lahko rečemo starosta naše razvojne ambulante, organizatorka razvojne ambulante na Gorenjskem, spoštovani gostje, spoštovani sodelavci, spoštovani starši in spoštovani otroci. Današnji slavnostni dogodek ob odprtju novih prostorov bo nedvomno pozitivno vplival na življenje mnogih družin. Z velikim veseljem odpiramo vrata novih prostorov radovljiške razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, ki predstavlja pomemben korak naprej pri zagotavljanju kakovostne, celovite in sodobne diagnostično-terapevtske obravnave v domačem okolju. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so pripomogli k uresničitvi projekta. Posebna zahvala gre občini Radovljica, ki je vodila projekt izgradnje vrtca. Razvojna medicina na Gorenjskem ima zelo dolgo zgodovino. Deluje že več kot 43 let. V Radovljici je bila prva fizioterapija za otroke prisotna že od začetka 80-ih let. Danes je razvojna ambulanta s pridruženim centrom za zgodnjo obravnave dejavnosti pod okriljem zdravstvenega doma Kranj, ampak z dislociranimi enotami v Radovljici, Jesenicah, Škofji Loki in v Kranju. Sestavljena je iz tima strokovnjakov, ki celostno obravnavajo otroke, poleg zdravnika, medicinske sestre, neurofizioterapeuta, delovnega terapeuta in so logopeda, so v timu tudi socialni delavec, specialni pedagog in psiholog. Delo se je v zadnjih nekaj letih zaradi razvoja stroke, nove zakonodaje, celostnega pristopa in vedno večjih potreb na tem področju močno spremenilo. Postalo je obsežnejše in še dodatno pridobilo na kakovosti. V Radovljici so zadnja 3 leta logopedske, psihološke, specialno-pedagoške obravnave potekale na več lokacijah, nekaj v zdravstvenem domu, nekaj na Kranjski cesti 13. Razvojna ambulanta v Radovljici pa je svoje kakovostno in nemoteno delo zato nujno potrebovala skupne prostore, dovolj velike, sodobno opremljene in za vse profile združene na eni lokaciji, ki jih torej danes slavnostno odpiramo v prizidku vrtca. Za konec še ena zgovorna številka, ki sta mi jo zaupale Darja Nogode, ki je vodja tega organizacijskega dela in pa vodja celotne razvojne ambulante Andreja Kovač. V letu 1932 je bilo v zdravniški ordinaciji v Radovljici obravnavanih že 340 otrok, skupaj z njihovimi starši oziroma družinami. Število otrok s sumom ali ugotovljenimi motnjami v razvoju, ki potrebujejo obravnave, še vedno iz leta v leta zelo narašča. Bravo! Bravo!
prizidek novi prizidek starega vrtca je tudi uradno odprt in verjamemo, da bo več kot dobro služil vsem svojim namenom. Za vas je zagotovo danes en srečen dan, konec koncev za otroke, ki bodo prihajali v ta vrtec, prizidek otvoritve. Ja, definitivno. Ta prizidek je za nas res nekaj pomembnega. Zdaj smo tukaj, imamo prostora za 4 dodatne igralnice, poleg tega imamo tudi razvojni oddelek, tako da lahko sprejmemo več otrok, več prostora, imamo super telovadnico, tako da mislim, da bojo tukaj zelo uživali. No in koliko otrok imate sedaj vpisanih v vrtec? Zdaj v enoti Radovljica je nekje 220 otrok, medtem pa kot celotni vrtec pa nekje 750. Videli smo najmlajše, kako so danes pripravili svojo prireditev in seveda tudi prerezali trak, kar je zelo pomembna zadeva. Definitivno. To so bili sicer naši najstarejši, 2 skupine predšolskih, pa ena malo mlajša, 4 do 5, in to so pa razvojni oddelek tudi, in to so prav tisti otroci, ki imajo zdaj skupino, ki se tukaj domujejo prav v tem prizidku. In odkje vse prihajajo otroci v vrtec v Radovljico? Večina je še zmeraj več naših občanov, imamo pa tudi nekaj otrok, ki prihajajo iz drugih občin, ker smo pač tle tako nekako prometno lahko dostopni, drugače pa večina še zmeraj tukaj iz Radovljice. Ste uspeli sprejeti sedaj vse otroke v vrtec, glede na to, da je to zdaj nov prizidek in pa še stari del? Ja, vse otroke, ki izpolnjujejo pogoje, zaenkrat smo lahko sprejeli. Koliko vaših pedagogov dela v tem vrtcu? V prizidku je v vsaki skupini sta 2 strokovni delavki, vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ravno tako v razvojnem oddelku. Bili smo priča otvoritvi novemu prizidku v vrtcu, ki se je gradil koliko časa? Ja, moram reči, da se je gradil od leta 2022, ampak projekt je bil izredno dobro pripravljen, tako da ni bilo nobenih zastojev. In danes sem vesel, tako kot smo obljubili v novem šolskem letu, da bo ta prizidek odprt in tako se je tudi zgodilo. In za kakšno investicijo je šlo? Cela investicija je vredna 2,55 milijona evrov, s tem, da moram povedati, da je velika pridobitev razvojna ambulanta. Seveda sofinancirali so tudi ne samo občina, ampak Ministrstvo za šolstvo, potem Ministrstvo za zdravje, Osnovno zdravstvo Gorenjske, tako da skupno smo v bistvu pripeljali ta projekt res do konca, brez težav tudi z plačevanjem izvajalcev. In seveda razveselili ste se tudi razvojne ambulante, ki jo imate sedaj v Radovljici? Ja, kot sem rekel, da je to tudi velika pridobitev, poleg 5 igralnic za vrtec, je tukaj razvojna ambulanta in to ni pridobitev samo za Radovljico, ampak tudi za celo Gorenjsko, kajti poleg vseh stvari, ki sodijo zraven, je tudi igralnica za te otroke, seveda bojo pa lahko koristili tudi našo veliko telovadnico v tem prizidku, ki je pa namenjena vsem otrokom vrtca. No in seveda zelo razveseljivo skupaj vi, gospod Matjaž Žura, direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske, vi in pa ste odprli oziroma prerezali trak te stavbe. Jaz mislim, da je bilo to zelo veselo, kajti otroci so prerezali ta trak za otvoritev, zelo prisrčno. In res vesel sem pa ponosen, da imamo tak objekt v Radovljici. Kaj pomeni današnja pridobitev razvojne ambulante za ta del Gorenjske? Ta del Gorenjske je bil že dolga leta prostorsko zelo podhranjen. V zadnjih letih so se timi razvojne ambulante zgodnjo obravnavo otrok zelo razširili. Na eni strani imamo zdravnika skupaj z medicinsko sestro, nevrofizioterapeuta, zdaj so se povečali tudi za logopeda, za socialnega delavca, za delovne terapeute in nujno je bilo potrebno za ta del Gorenjske pridobiti nove prostore, predvsem zaradi tega, ker so bili v bistvu na večjih lokacijah, na 2 lokacijah in v bistvu niso mogli delovati kot tim. In vse skupaj se je pa
pa začelo v zdravstvenem domu v Kranju z dr. Tatjano Veličkovič. Res je, dr. Tatjana Veličkovič je uvrala ledino razvojne ambulante, lahko rečemo, v celi Sloveniji. Ona je bila v bistvu na nek način organizatorica, pobudnica, motivatorka v bistvu razvojne ambulante na celi Gorenjski. Začeli smo v Kranju, v zdajšnji stavbi, bom rekel, uprave in se pol počasi širili v bistvu v Škofjo Loko, Radovljico, na Jesenice. In kakšen je tim, ki dela v razvojni ambulanti? Mi imamo trenutno dodeljene strani plačnika, to je Zavoda za zdravstveno zavarovanje, tako imenovane 3 time. V teh timih so poleg zdravnika, ki je nosilec dejavnosti, še medicinska sestra, administrator in pa seveda pol neurofizioterapeuti, logopedi, socialni delavci, delovni terapeuti, tako da je v bistvu nekje celostni tim za obravnavo celotne družine, ne samo otroka, ki pride v razvojno ambulanto. Ali je teh otrok vedno več, da potrebujejo pač to pomoč v razvojni ambulanti? Teh otrok je zelo trend, v bistvu se iz leta v leto zelo povečuje, čakalne dobe žal so tudi na tem področju. Strokovno presojajo v bistvu zdravnice nujno potrebnost hitre vključitve otrok v obravnavo, ker je zelo pomembno, če je otrok zelo hitro vključen v obravnavo, so v bistvu tudi pol dolgoročne prednosti oziroma se zmanjšajo posledice kvalitete življenja. Hvala lepa za tale pogovor. Hvala tudi vam.